Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Ja, jaz sem že malo nakazala te kroglice, ful so mi cute, ampak če sem čisto iskrena, tudi jaz do danes nisem vedela, kaj je fora. Zakaj? Pač vedela sem, da une v 50 Shades of Grey, ne, tiste kao so zato, da ti paše, pa čeprav jaz nikoli nisem čutila tistega, da bi mi kaj karkoli je bilo drugače. Pol nisem štekala, zdaj pa, ko si tako rekla, da pač bolj začutiš, če imaš neki not, to je pa čista resnica. No, tako da, jaz imam danes ene take full cute, modre, 2 sta v paketu. In pa imaš to, ki je lažja, pa to, ki je težja, tako kar konkretno. Težja. Noč, to je to, pomagaj mi. Mislim, da boš, da ti poveš, pač, Ja. kaj fora še te, da so težke, če znaš razložiti, ker to na tem področju pa jaz res nimam. Težje bomo, te, ki so težke, bomo jih na začetku zelo težko povlekli kamorkoli. Ne? In pač, če gremo na to, da pravilen stisk mišic medeničnega dna je, ne, torej, da vaginalni in analni predel medeničnega dna stisnemo, povlečemo navznoter in navzgor proti popku. Pač začnemo seveda z manjšo težo, ne. Ker Kaj bomo- zato, da ga lažje potegnemo da ga lažje noter? povlečeš, ja. Oh, zakaj sem vedno Ker na mislila, začetku da boš začnemo- mogoče pač občutila, čist malo, joj, se nikamor ne gre. Ne? Potem pa še s časom, ok, da mi je zdaj že večjega. Ne? A priporočaš, da začneš že delati tudi te stvari? Ja. Pa potem recimo sede, pa, Ja. pa lahko že stoje. Ja, idealno je pač, da lahko delaš to v vseh položajih. Pa iskreno pač idealno je, da delaš brez pripomočkov. Ne? Da pač res prideš Ja. do tega, da imaš te mišice toliko zaveščene, da jih delaš kjerkoli, kadarkoli. Vidite, ko snemate tu epizode, pač kar. Ja, fakt, ne, zdaj ste me ujeli nepripravljeno, nimam kaj za predstaviti, ker v bistvu je narobe, kar sem mislila. Jaz sem mislila, da imaš težje zato, ker pol hodiš tako okrog in jih težje not zadržiš in imaš mišice močnejše, veš kaj? Ja, Razumeš? sej, ne, te boš težje not zadržala, ampak boš z lažjimi najprej začela, da boš Ja, odčvrstila, ne, ker če boš s težjimi, si lahko zakrčiš, ne, če greš ti zdaj na fitness, pa boš kar z 10 kili začela, ne, pa muskel fiber, tudi to obstaja, ne. Če imaš, lahko imaš muskel fiber medeničnega dna. Sorry, ne to moram izgleda? seksati, preveč sem vadla. Kako pa to Zdaj ne izgleda? moram. Muskel fiber se občuti moče tako podobno kot eni menstrualni krči, veš, tako eno špikanje v medeničnem predelu, pač, ja, dejansko pač čutiš mišice. A Meni si se kdaj zdi, to da se mi imela? je to zgodilo, kdaj, ko sem se ful preveč smejala. Je to mogoče? Ni mogoče. Ne, potem je bolj verjetno trebušni predel. A je. Razen, če si toliko stiskala. Kaj ne, ne vem. Medenično dno. Ne, jaz sem danes ugotovila, da nič ne vem. Tako da, Pač pazite, treba vseeno se tako pa pri teh stvarih, da si ne zakrčimo mišic. Ne? Tudi to, ne, jaz, ko se vozim v Ljubljano, dosti podcastov poslušam. ja. In je bil en jogijski profesor, ki je razlagal ravno o napetem medeničnem dnu. In je rekel, da on, ko je začel te jogijske položaje izvajati in krepiti svoje mišice medeničnega dna, je obdržal en jogijski položaj 45 minut in potem 3 dni ni mogel iti na stranišče. Košit. Ne, toliko se je zakrčil. Sem to ni dober. In sveta, da ne. Okay. Ne? In to je pač tako kot slab primer. Ne? Aha. Da pač moramo res začeti počasi in ozavesti te mišice in da ni vse v tem vsem, da držimo, ampak da predvsem moramo sproščati. To smo že v prejšnji epizodi, pač, ko smo jo snemali, govorili o tem, da se ne znamo sprostiti. V vseh pogledih življenja. Ja. God damn it. Pa ne znamo dihati. Drugač, jaz sem bila zadnjič na eni kakor meditaciji in potem so nam pač govorili glede dihanja in jaz, pač, ko smo mogli dihati pravilno, meni je bilo toliko težko. Jaz sem mislila, da sem kar zadušila. Kako je težko dihati pravilno? Pač bizarno, mislim, tako bizarno, ne? Ja, Najbolj una osnovna normalna stvar, ampak ko se jo pa zavedaš, pa kar ni, ker ne robe dihaš, ne znaš, težko je, ker... No, ja, ful zanimivo. Ja, to recimo sem mogoče prej pozabila omeniti, ne, da velikokrat si zakrčimo medenično dno že s tem, da trebuh not vlečemo. Ne. Ja, tu sem prej hotela vprašati. Mi kar hodimo po svetu in stiskamo trebuh not. Skozi. To je grozno, in ne? ker je tu povezano, imaš potem kar ves čas tudi napeto medenično dno. Zdaj sem sprostila trebuh in je kar čudan. Ja, jaz sem bila ena izmed tistih in ko sem začela s tem ukvarjati, sem bila tako, wow. Ne, in najlepše trebuščke imajo otroci.
Oni imajo tako lepo okrogle trebuščke. Ja, Ja. ampak to je normalen, zdrav trebušček. Ravn trebušček ni zdrav trebušček. Ne? In to je tudi pač ta ena napačna predstava, ki smo jo sploh dali v svet. Ne? In na neki točki ženske kar začnemo not trebuh vleči, ker bi mogli imeti ravn trebušček. Ampak ravn trebušček ni zdrav trebušček. Ne? Ja, celo Spodnji predel mora biti lepo sproščen. Jaz sem celo življenje držala not trebuh in pa, ko sem prvič se tega zavedla in sem ga začela sprostiti, meni se je zdelo, kot da mi bo vse padlo nekam ven. Ful je bilo čuden občutek, ful čudno. V glavnem, lejte, tu so vaginalne kroglice, preden si karkoli kupujete, se izobrazite. That's it. Koda med nama 10, pič pa pikasti. Ja, kaj naj rečem? Danes se je pač malo moj svet tako, no, malo zamajalo. Vsa neka prepričanja. So super in jaz jih absolutno podpiram, ampak ja, moramo se izobraziti, Ja. točno tako, kot si rekla. Spoznati najprej svoje telo, nič na silo. Nič na silo, pa kar nekaj, ja, ker jaz sem zdaj neko željo, jaz bi zaradi to uredila, grem kupiti in začnem uporabljati. Ni nujno, da bodo pozitivni rezultati. Ja, mi si pa kar kupujemo neke težke krogle, tudi imajo prav tako so kovinske in tako. Ja, ni glih najbolj tako normalno in pol ženske okrog z njimi hodijo noter, ker pač je tu 50 Shades of Grey. Take kovinske, veš, katere. Ja, ja. Ja. Okay.